Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Dobro jutro, čez manj kot 2 tedna bomo na lokalnih volitvah izbirali nove župane ali županje občin, med drugimi seveda tudi občine Piran, kjer kandidira tudi gospod Andrej Korenika. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospod Korenika, s politiko ste se spoznali že pred 8 leti, ko ste kandidirali za, tako kot tokrat, za piranskega župana. Pirančan ste sicer že vse življenje. Kje je občina danes v 2 stavkih? Kako bi ocenili? Občina je približno v enakem stanju kot pred 8 leti, ko sem se politično aktiviral. Kandidiral sem prvič pred 4 leti za župana, pred 8 sem kandidiral za občinski svet in tudi postal občinski svetnik. V tem zadnjem mandatu sem pa bil v nadzornem odboru občine Piran. Zdaj, glede na to, ko me vpraša, smo na ti? Ali... To morate vi povedati, to je vaša odločitev. Lahko smo na ti, pol. V redu. Stanje naše občine je zelo, bom rekel, stagnira že vsa ta leta, tako da smo na začetku, kjer smo bili pred 8 leti, smo tudi danes. Tako da, če bomo šli gledati programe izpred 8 let in današnji program, bomo ugotovili, da so programi praktično enaki. Kajti v teh 8 letih se ni nič kaj dosti naredilo, razen zdravstvenega doma v Luciji. Vse ostalo stagnira. Številke pa so sicer jasne. Občina ostaja priljubljena destinacija gostov, kljub temu pa je slišati, da se je predvsem Portorož na svoji poti nekje zgubil, kot ste tudi sedaj povedali. Na eni strani kebab za 2 evra, zraven pa petična restauracija. Kako gre to skupaj in ali je po vaši oceni možno to združiti v eno celoto? Zelo težko je to združiti v celoto, predvsem treba narediti strategijo, kaj si na naši destinaciji želimo. Mi smo se, kakor jaz pa moja ekipa, zagovarjamo to, ta, bom rekel, bolj prestižni turizem, tako da kebab in podobne stvari v Portorož, vsaj kot smo rekli, na teh elitnih lokacijah, na elitne lokacije ne sodijo, zato smo mnenja, da treba to spremeniti in tudi že vemo, na kak način bi to spremenili in je tudi to del našega programa. Vsekakor pa moramo najprej oblikovati strategijo turizma za našo občino, kajti v zadnjih letih je prišlo do velikih nekih, bom rekel, sprememb. Covid je bil vmes, trenutno poteka vojna v Ukrajini, ne? Tako da strategija, ki trenutno velja, tega ni upoštevala, ni mogla tega upoštevati, tako da tukaj treba kar nekaj, bom rekel, spremeniti. Ampak ste rekli, da že veste, kako bi to spremenili. Kako pa bi? To bo treba spremeniti vsekakor v dogovoru z turističnimi ponudniki tam, pa tudi z lastniki teh lokalov. Kajti, če govorimo konkretno nasproti najbolj prestižnega hotela portoroškega, govorimo o privat lastnini, tam nima občina neposrednega lastništva, lahko pa vsekakor z odloki v sodelovanju z lastniki doseže, da bi na teh lokacijah ponudili neko drugo ponudbo, ki tam sodi. To ponudbo kebabov in podobnega pa dala na nek, bom rekel, obrobni del Portoroža oziroma Lucijo ali pa nekje druge. No, sicer, če ostanemo pri gostinskih obratih, ponudnikih in dogajanju, verjetno ste svojo mladost preživeli med vikendi tudi v Alaji, Kaneli, Tivoliju in drugih lokalih. Dogajalo se je povsod in na veliko, časi so pa trenutno malček drugačni. A kljub temu, kakšen koncept prireditev bi moralo soditi torej v Portorož in kaj bi ponudili gostom v sezoni? Vsekakor sem mnenja, da gosti, ki pridejo v Portorož in če govorimo o nekem višji kategoriji gostov, trenutna situacija oziroma ponudba ni primerna. Ne? Lahko vidimo tudi v zadnjem poletju, ko sta se organizirala dva večja koncerta, ne sodita v Portorož. Kvečemu bi jih mogoče lahko organizirali, ne vem, na letališču Sečovelj v Portorožu, čeprav to ni rešitev. Sigurno moramo ponuditi nekaj drugega tem gostom, hkrati pa ne smemo zanemariti tudi potrebe lokalnega prebivalstva, torej mladine, da se lahko nekje druži. Manjkajo tudi neki taki lokali in to, kar mislim, da treba tudi narediti, ampak govorimo o lokalih, ki so bolj v zaprtih prostorih, tako da ne vpliva na, bom rekel, na okolico in na ta nered in glasnost. Je torej koncert Dina Merlina za 10.000 glava množico prava pot, ali bi se morali vrniti v čase, ne vem, manjših koncertov, recimo italijanskih pevcev in estradnikov, ki so k nam privabljali predvsem Italijane, v tistem pa konec koncev tudi goste z Hrvaške?
Dino Merlin sigurno ne sodi v Portorož, saj ne v taki obliki, kot je bil koncert izveden. To je prišlo, 10,000 ljudi, Portorož se je zablokiral, varnostno ni bilo v redu to organizirano, ne, ker to tudi tam ne spada. Tako da to ostalo, kar si omenil, je sigurno bolj primerno. Zato tukaj moramo tudi določiti vlogo TZP, vlogo auditorija, ki mora skrbeti za te dogodke, da dejansko auditorij, tudi uporabimo za to. Imamo tudi, recimo, tudi na plaži lahko kakšen takšen dogodek organiziramo, ampak ne v taki meri in za tako ciljno skupino. Zagotovo pa spremljate dogajanje v občinskem svetu. Sedaj bomo slišali en posnetek, tako da prosim, če si date slušalke. Vojko, v čem je problem, če je človek konstruktiven in glasuje po svoji vesti? Nisem populist in ne dajem tega in se ne fotografiram tako. Sem prišel danes s tem namenom, da naredim točno to. Gremo na glasovanje. Ne se pusti sprovocirati. Ma kakšne sprovocirati? In na to bom vezal tudi svojo zaupnico, ker če mi date ne, grem ta moment domov. Mogoče so mi malo, popustili živci. No, to je nekaj utrinkov iz sej občinskega sveta, sicer pa na Facebooku lahko zasledimo veliko zmerljivk, zbadanja, žalitev in groženj z ovadbami in tako je pravzaprav že 4 leta. Kako vi gledate na vse to? Je za to kriv Facebook? Je za to kriv občinski svet? Župan? Kdo je kriv? Zdaj smo poslušali več ali manj inserte župana, ne? Tudi nekaterih občinskih svetnikov. Sigurno ni problem Facebook. Ne? Če se je kaj zgodilo v teh 4 letih, se je zgodilo to, da so te seje prišle bliže ljudem, da vidijo, kaj se dogaja. Komunikacija župana ni na nivoju. Med posnetki je tudi primer, ko je on že prvi proračun vezal na svojo zaupnico oziroma nezaupnico in jo tudi dobil. Potem, ko bi dejansko mogel odstopiti, je pa rekel, da je šlo to za nek eksperiment. Ne? Torej, že takrat je on zgubil, mojo nezaupanje, ampak že nek respekt do njega. Ne? Tako da tukaj to ni v redu. Torej, župan komunicira napačno. Res je, da tudi občinski svet ni bil najbolj posrečen v teh 4 letih, ampak to ne pelje nikamor. Ne? Mi smo imeli 4 leta takega absurdnega vodenja, ki se nismo nikamor premaknili. Župan od samega začetka ni imel večine, že 2 dni po volitvah se je skregal oziroma je dal na stranski tir celotno svojo ekipo. To se županskemu kandidatu ne sme zgoditi, ker ti, ko kandidiraš, moraš najprej okoli sebe narediti ekipo, s katero boš lahko občino naprej tudi vodil. To smo mi začeli delati že, cirka leto nazaj, tako da v ekipi smo se zbrali ljudje s podobnimi vrednotami. Hitro smo videli, če kdo k nam ne spada in morda nekdo, ki je bil pred 1 leto zraven, danes ni več z nami, ker smo si v tem času vzeli čas, da vidimo, kdo in kakšne cilje imamo, predvsem pa so pomembne vrednote. Tako da to se županu ne sme zgoditi. Zelo pomembno je, da ko prevzameš župansko funkcijo, da imaš ti v občinskem svetu večino, kajti brez večine občine se ne da voditi. In tukaj smo imeli tak razpad sistema 4 leta. Zaradi tega so lahko posamezne interesne skupine še naprej uveljavljale svoje interese. Ko je prihajalo do županovanja, ne smemo pozabiti prvi proračun, kako je bil izpeljan. 6 mesecev ni bilo večine, da bi to sprejela. Pol pa se je našla neka skupina, prišlo je do ideje, da se nekoga imenuje za direktorja občinskega sveta, ki je danes, za direktorja javnega podjetja Okolje Piran. To je tudi eden izmed kandidatov, se ga vsi poznamo. In čudežno se je pol ta proračun tudi izpeljal. Če se spomnimo, 1 leto kasneje, drugi proračun, spet težave, se je imenovalo novega direktorja občinske uprave. Tako da tukaj so take, interesne skupine lahko na ta način uveljavljajo samo svoje interese, namesto da bi se delalo za vse občane. Tako da to smo imeli še 4 leta zamujenih priložnosti, za kraj se skoraj da ni nič naredilo. Županu lahko rečemo, da je vsaj izpeljal ta izgradnjo zdravstvenega doma, katero je bil v bistvu, že projekt prejšnjega župana. V glavnem lahko rečemo, to, kar sem zdaj poslušal, to se ne sme nikoli več ponoviti. Tak način vodenja občine se ne sme nikakor ponoviti, ker ne vem, kaj bomo naredili domačini. Počasi bomo prišli do tega, da se bomo začeli sramovati tega. No, sicer pa je ravno takšno dogajanje in vse ostalo župan Zatkovič komentiral, da je bilo v zadnjih 4 letih izredno težko delati, a kljub temu, da je po njegovih besedah v občinskem svetu veliko nasprotovanja in nagajanja, je bilo veliko narejenega. Se strinjate z njim mogoče?
Ne, niti v eni mislim, sicer bi ga mogel direktno vprašati, kaj je bilo narejeno, sicer on se zdaj v svojem programu oziroma predstavitvi prikazuje neke točke oziroma neke dosežene cilje, hvali se z neko obnovo kuhinje, ki je bila itak obvezna za obnoviti, ker je bilo v glavnem, to so take majhne zadeve pri 30 milijonskem proračunu, ki ga ima občina Piran, tudi do 35 milijonov vsega naš proračun. Ne? Torej, bom rekel, za situacijo v naši občini jaz rečem, ne morem kriviti samo zadnje 4 leta, ne? Ker to je v bistvu neka konstanta, ki se je nadaljevala že od prejšnjih mandatov. Ne? Torej, bila neka stagnacija, nismo se razvijali, enega stanovanja za mlade nismo naredili, pokopališča nimamo, v bistvu že to je problem. Oziroma ni več prostora, tudi bi to mogli izpeljati, predvsem pa se ni naredilo nič, tako da jaz tukaj mu ne morem dati prav pri temu, da pa daje krivdo na občinski svet, to pa je v bistvu njegova težava. Ne? On, ko je postal župan, je prva stvar je sestava koalicije. In če on ni mogel sestaviti koalicije, če občine ni mogel voditi, je pač mogel odstopiti. Ne? To bi bilo, bom rekel, najbolj v redu dejanje, kajti glede na to, kaj on obljubljal ljudem, kaj bo naredil in če mu je to občinski svet onemogočal, je mogel priti pred ljudi in to povedati in bi se še enkrat prešteli in šli na volitve. Sedaj vas pa prosim, da ocenite uspešnost naslednjih županov, ki vam jih bom prebrala od 1 do 10, torej 1 najslabše, 10 najboljše. Dženjo Zatkovič. 2. Peter Bosman. 3. Tomaž Gantar. 5. Andrej Korenika. 10. Kakšen doprinos k razvoju občine so imeli po enakem principu od 1 najslabše do 10 kot najboljše direktor okolja Gašpar Mišič? Tle bi sam še eno stvar komentiral, ko govorim o tem. Jaz živim že od svojega rojstva v Luciji, ne? Torej 40 let. Zakaj sem tako kritičen do vseh županov konec koncev? Ne? Ker zdaj imam tudi sam 2 otroka, torej imam hčerko 7-letno, sina 11-letnega. In sprašujem se, kaj smo mi naredili v tem času. Ne? Torej dejansko skoraj vse, kar je bilo narejeno ali že, bom rekel, še pod prejšnjo državo, oziroma nekaj seveda se tudi kasneje naredilo. Ne? Torej, naredila se neka promenada, na srečo se je takrat naredil tudi, se je obnovil nogometni stadion v Piranu in tako dalje. Ampak problem je danes, da jaz mojega sina vozim na treninge v Koper in hčerko vozim tudi na treninge v Koper. Ni bilo narejeno dovolj in tukaj mi moramo začeti delati za občane. Ker, kot sem rekel, proračun ima 35 milijonov. Res, da to za investicije govorimo 10, da ne bo kdo razumel, da jaz se spoznam na proračun, bil sem občinski svetnik, sem bančnik, bil sem v nadzornem odboru, ne? Torej, da ne bo kdo razumel, da je to 35 milijonov za investicije. Ne? Govorimo o 8-10 milijonih za investicije. Ampak če bi mi postopoma nekaj delali za ta kraj, ne? Torej, če bi razvijali športno-rekreacijske površine, urejali kolesarske steze, na podeželju nimamo urejene kanalizacije. Ne? Če pa samo pogledamo, kaj je bilo v zadnjem mandatu, ko ste zdaj omenjali direktorja okolja. Ne? Torej, dokapitaliziralo se je okolje Piran, našlo se je 1 300 000 denarja proračunskega za to luknjo zapolniti, ki ni rešila samega problema, ker tukaj je luknja še vedno, čeprav bo direktor rekel, da ni. Ko se je potreboval denar za parkirne prostore v Luciji, govorimo spet za okolje Piran, se je tudi najdlo proračun 700 000 evrov. Letos, ko so potrebovali 1,5 milijona za premestitev čistilne naprave, ki se nahaja na določenem ozemlju, se je tudi našel denar. Ne? Torej, za marsikaj se v proračunu denar najde. Za ljudi, za nas občane, ki tam živimo, za naše otroke se pa denar ni nikoli našel. In to, da zdaj malo pred volitvami začnejo spet z nekimi obljubami, v Luciji so začeli kopati, da bojo tržnico pokrili in podobne zadeve in kar nekaj se bo vse rešilo, to se ne bo rešilo. In tudi jaz ne obljubljam čudežev, ker proračun je takšen, kot je. In to, kar je bilo zamujeno v zadnjih 20 letih, ne moramo mi nadoknaditi v 4 letih. Lahko pa začnemo nekje in končno začnemo delati za občane, ki tam živimo. In to, kar mi obljubljamo, so te zadeve. Torej, urediti treba določene manjše zadeve, normalizirati situacijo, urediti občinsko upravo in nekje začeti. Zagotovo, ampak do tega še pridemo. Začeti moramo pri stanovanjih za mlade. Do programov in tega bomo še prišli, brez skrbi bo še časa. Torej, kakšen doprinos k razvoju občine so imeli, če ponovimo vajo od 1 do 10 kot 1 najslabše, 10 najboljše, direktor okolja Gašpar Mišič, za eno številko seveda. Spet od 1 do 10. Tako. 5. Direktor turističnega... Oziroma mu dam 6.
Dobro. Direktor turističnega združenja Portorož Aleksander Valentin. Njegovo delo je bilo, mislim, da v tem času nemogočeno, tako da, ko bi dali, ko prideš v 85 minuti na tekmo, ti Italijani rečejo senza voto, tako da senza voto. Ne morem ga oceniti, ker je bil nemogočen, ni mogel nič narediti. Brez ocene torej. Brez ocene. Nekdanja direktorica auditorija Dragica Petrovič. 4. In pa sedaj še vprašanje, na katere odgovorite da ali pa ne. Obvezno cepljenje? Da, ne. Ne. Maske v šolah? Ne. Šolanje nadaljavo? Če so razmere tako hude, ja. Posvojitev otroka strani istospolnega para? Ne. Popolna prepoved parkiranja na punti in okoli svetilnika? Samo, če se za prebivalstvo, ki tam živi, uredi, da jih to ne ovira pri vsakodnevnih opravilih. Torej, pogojno da. V luči trenutne krize, lučke v veselem decembru, da ali ne? Čim manj. Na volitvah se vam tudi letos napoveduje sicer dober rezultat. Mnogi tudi pravijo, da imate odlično ekipo. V primeru, da boste vi novi župan občine Piran, kaj bo v občini drugače? Če strnete v nekaj glavnih točk. Drugače, predvsem bo to drugače, da bo na prvo mesto postavljen ponovno občan in da bomo začeli s projekti, ki služijo občanom, ne pa posameznikom. Poudariti moram, to sem že prej govoril, da ekipo smo sestavljali zadnje leto, veliko se nas je že odprej spoznalo, nekaj je prišlo tudi novih, smo čisto z različnih, tudi političnih, bom rekel, nekateri smo bili že v nekaterih političnih strankah, nekateri smo bili v občinskem svetu, v katerem sem jaz bil mogoče celo na nasprotnih straneh, ampak smo želeli nek napredek, zato smo se tudi skupaj dali. Ne. Tako da ekipa je sigurno pomembna in kot sem že prej rekel, brez ekipe se ne da voditi občine. Torej, kaj bo drugače na občini? Če govorimo o celotni občini, govorimo o občini kot instituciji, kot občinski upravi? Ne, govorimo torej, kaj bodo imeli občani v primeru vašega županovanja več od občine. Torej, več od občine. Tako. Vsekakor si bomo prizadevali, to smo že rekli, da bomo potem tudi pri programu predstavili torej, za mlade družine, ne, kajti mi moramo naše mlade družine oziroma družine obdržati v naši občini, da se ne odselijo. Torej, več bo imeli sigurno športne površine, stanovanja za mlade, medgeneracijski center, ne, skozi poudarjam te mlade, ampak ne smemo pozabiti tudi naše starše, naše nonote, ki so ustvarjali tle pri nas in so nam dali te pogoje, ki jih mi danes imamo. In naša naloga je, da tudi mi našim otrokom pustimo take pogoje, da bodo lahko tukaj še naprej živeli. Tako da občina bo sigurno bolj prijazna. Občan, ko bo nekaj potreboval na občini, bo lahko do te storitve prišel, ne kot zdaj, ko stojijo v predalih določene zadeve tedne, mesece, leta. Uvedli bomo govorilne ure za občane, tako da kdor bo imel neko željo, ne govorim zdaj tukaj, da bom jaz na razpolago vsak dan občanom, ne, kajti to ne gre, ampak sigurno bojo pa določeni zaposleni v občinski upravi na določenih področjih na voljo, da jim odgovorijo in tudi sam bom bil občasno na voljo za take zadeve. Torej, sigurno bolj prijazna občina, kjer bojo se domačini bili ponosni na njo in bojo radi tukaj živeli. In ne smemo pozabiti na to povezavo, ker občina ni samo Portorož, Piran, občina je tudi Sečovlje, Parecak, Sveti Peter, Nova, Spadna, Strunjan. Torej mi moramo vse te vključiti, ker žal se dogaja, da jaz prihajam z Lucije, sem tudi Svetega Petra, imam tam starše, nonote sem imel in še danes se zgodi, da imaš ti v Luciji otroka, ki sploh ne ve, kje je Padna, pa ne ve, kje je Sveti Peter. Ne. Tako da to je nesprejemljivo. No, omenjali ste ravno stanovanja za mlade, predvsem pa se tu poraja vprašanje, ki je tudi zelo aktualno v tem obdobju, kje in kdaj. Tako je. Zdaj, če smo realni, najhitrejša varianta so vsekakor stanovanja na Košti v Sečovljah. Vemo pa točno, kakšne zahteve so tam imeli prebivalci. Zdaj je bila spet ena taka malo predvolilna, po mojem mnenju, predstavitev tudi v krajevni skupnosti Sečovlje, kjer se je predstavila trasa ceste, ki bi dejansko razbremenila ta center Sečovelj in jaz se s to traso se strinjam in mislim, se tudi večina prebivalcev tam strinja, tako da vsekakor treba pred izgradnjo oziroma istočasno, ko se bo gradilo ta dva stolpiča, tudi to cesto urediti. Ne smemo pa pozabiti tudi na neko stvar, ko se bo tam naselilo, recimo govorimo
30-40 novih družin, to so dodatni otroci, tako da to treba dobro se pozanimati tudi glede stanja v vrtcu sečoveljskem, ker kar nekrat bo to bilo prezasedeno, tako da so take različne zadeve, ki potegnejo, ne, torej ni samo mi zgradimo, moramo tudi druge zadeve urediti, ne, torej ne, da nekdo, ki je v Sečovljah, ki ima otroka, bo pol mogel otroka voziti, ne vem, v Sveti Peter pa v Lucijo v vrtec, ne, torej moramo istočasno tudi te zadeve urediti. Sam, oziroma v našem programu je pa sigurno prioriteta stanovanja tudi v Luciji, ker je moje mnenje, da moramo Lucijo tudi širiti, ne. Najhitreje, kot je bilo vprašanje, sigurno Košta. V Luciji pa imam tudi eno lokacijo, kjer mislim, da bi bilo najhitreje možno to izvesti, ker je stavbno zemljišče. Predvsem pa moram dati ta podatek, da je v občini Piran cirka 35 stanovanj občinskih, že sedaj praznih, ki so potrebne obnove. In to je naša prva obljuba, da v prvem proračunu takoj zagotovimo sredstva za obnovo teh 35 stanovanj, ki tukaj pa ni izgovorov, in takoj naselimo noter ljudi, predvsem pa mlade družine, in veliko teh stanovanj je prav v centru Pirana, ki je spet zgodba zase, ki ga moramo naseliti dodatno. Pravite, da je sedanji župan volivcem pred 4 leti prodajal mačka v žaklju. Kako naj se Pirančani odločijo letos ali drugače, kako naj vedo, da ne bodo izbrali nekoga, ki jim prodaja mačka v žaklju? To bom zmeri, zakaj sem rekel, da so v bistvu izbrali mačko v žaklju, ne? To se je pokazalo že par dni po volitvah, ne? Torej, mi smo, kot sem rekel, mi smo ekipa, ne? Jaz bom v navednicah ne prodajam sebe, kot nekateri drugi kandidati, ki mislijo, da so vse mogočni in da bo oni vse naredili. Jaz nisem najbolj pameten na svetu, v moji ekipi je dosti bolj, bom rekel, na določenih področjih bolj izkušenih od mene, so marsikaj v življenju dosegli, jaz zmeri rad poslušam te njihove ideje in tako dalje. Sem pa vsekakor tisti, ki zmeri sprejme odločitev, ne? Torej, mi rabimo nekoga, ki bo sprejemal odločitve. Trenutni župan tega ni bil sposoben. On se z nekom pogovarjal, šel z drugemu, in na koncu ni bilo ne eno, ne drugo. Tako da rabimo nekoga, ki bo sprejemal odločitve, jaz sem na to pripravljen, predvsem pa imam ekipo, s katero bomo to občino vodili, in to je najbolj pomembno. Takrat pred 4 leti, ko je bil ta župan izbran, jaz vidim problem v tem, da je bila ta ekipa njegova takrat narejena zelo na hitro, v 3 mesecih, med sabo se niso spoznali, premagali so nekega, niti ne navideznega, ampak nekega, bom rekel, sovražnika, ki je takrat bil, sovražnik v navednicah, ne, da ne bo kdo narobe razumel, ki je bil takrat SD, ko jim je to uspelo, sovražnika ni bilo več, niso imeli ene skupne točke več, niso vedeli več, kaj delati, najdli so si novega sovražnika, Dženja Zatkoviča, ne, in so ga začeli bombardirati, on pa ni bil kos temu. No, ampak če ostanemo tudi pri tem od prejšnjega volilnega obdobja, torej pred 4 leti in temu, kar je danes nedavno oziroma še zelo, zelo sveže, se je govorilo in tudi sami ste na to želeli prikazati in dati težo, da je trenutni župan ukradel oziroma plagiatoriziral vaše delo, vaš govor, vaš program izpred 4 let. Ne, tukaj tukaj ne govorimo o programu, govorimo o mojemu, to je v bistvu zgodba zelo sveža, tako da to je od včeraj. Ko sem zašel na njegovo stran, da sem si prebral malo, kakšen program ima, zakaj kandidira, in ko sem bral, zakaj kandidira, ta nagovor občanom, sem gotovo, da berem svoje besede, svoje misli, ne. In potem sem si vzel, vseeno sem rekel, da ne bom naprvo, sem si vzel program izpred 4 let, ker imam ta nagovor in sem videl, da je to skoraj dobeseden prepis. In tako da ne govorimo o programu, ker jaz pravim, program imamo vsi zelo podoben. Program, jaz pravim, papir premore vse, ne? Na papir vse napišemo. Problem je temu, da se program ni izvajal, tako da program konec koncev ne moramo uporabljati besede plagiat, ampak vsi vemo, da rabimo vrtec, vsi vemo, da rabimo cest, kaj rabimo, to vemo vsi in vsi imamo to v programu. S tem, da jaz pravim, enega imajo samo na papirju, mi ga imamo tudi v srcu in ga bomo izvedli, ker mi tukaj imamo družine, imamo otroke, imamo nonote, smo vsi domačini v tej naši ekipi in si želimo razvoj tega kraja in nimamo nobenega od zadaj, ki bo na nas pritiskal. Torej, govorimo pa v plagiatu mojega nagovora, zakaj kandidiram izpred 4 let. To je pa vsekakor res. Ne pa program. Mislim, da gospod Zatkovič se je pa zagovarjal tako, da v bistvu pišejo nagovore oziroma govore
podobni ljudje, da zaradi tega je prišlo do podobnosti? Ne, v tem nagovoru so moje osebne misli, moje vrednote izpostavljene, tako da tukaj ne moramo govoriti o nobenih PR službah. Vsekakor, ko smo mi sestavili program, ko sem jaz sestavil nek svoj nagovor, ga vedno preden ga damo v javnost, ga damo v lektorirati in lahko pride tudi do nekih mogoče manjših sprememb, oziroma ko ti hočeš nekaj povedati, je nekdo, ki na tem področju strokovnjak, ti reče, malo lepše obrnete besede, no, bom rekel tako po domače. Meni ni nikoli noben PR pisal programa, to je delo nas domačinov, moje ekipe in tudi lastne nagovore, kot sem rekel, vseh ne pišem sam, jih pa seveda dam pol še lektorirati in nekomu pregledati. Tako da to, kar je v bistvu izjavil župan, to je, ne vem, smešno, bom rekel. V svoji predstavitvi pišete, da ste ljubitelj športa in kulture. Katerega kulturnega dogodka ste se pa nazadnje udeležili? Nisem njih največji ljubitelj kulture, največji sem ljubitelj športa. Ne? Tako da kulture, ne vem, ki ste zasledili, ker nisem omenjal. No pa športnega dogodka. Zadnji športni dogodek sem si z družino v Stožicah ogledal tekmo slovenske reprezentance. To počnem že od mojega, bom rekel, 14. leta, no, tako da smo zmerni na teh športnih dogodkih, predvsem sem ljubitelj nogometa, tako da bom rekel, tekme slovenske reprezentance skoraj da ne izpustim. Kaj pa športni dogodki v občini Piran? Športni dogodki v občini Piran, torej še zmeraj bom ostal pri nogometu, kljub temu, da moj sin trenutno igra za Koper, si greva še zmeraj pogledati kar neki tekem njegovih vrstnikov, s katerimi je v bistvu odraščal in igral, tako da je vsekakor nogomet najbolj priljubljen pri nas doma. Ko pa ostanemo mogoče še pri kulturi, vas vprašam, naša je bila tudi bolj hipoteza za zavrniti oziroma za jo sprijeti. Gilberto Gil v auditoriju ali Severina na plaži? Zakaj se odločite? Za auditorij, vsekakor. Torej za Gilberta Gila. Bi morali po vašem politikom, tudi županom, prepovedati tvitanje in komentiranje na Facebooku? Ne. Pač vsak ima neko kulturo komunikacije in tam se pač vidi, kam sodiš in ljudje morajo presoditi. Če bi recimo, gremo se igrati eno igrico fantazije, vas turist nekje vpraša in vas vpraša pravzaprav o tem, ker se ne zna odločiti ali na dopust na otok Hvar ali pa Portorož. Kaj mu boste svetovali? Vsekakor bomo svetoval Portorož. Res, da prej, ko smo se pogovarjali o Severinah in podobnih, ugotavljamo, da smo zmeraj bolj podobni določenim območjem tudi Hvara. Ampak Portorož je čisto neka druga destinacija. Torej tukaj mislim, da gre za nek bolj pristni turizem. Imamo zdaj, ko govorimo o Portorož, jaz gledam kot celotna občina. Torej imamo tukaj Piran kot kulturno mesto, kjer imamo veliko zadev za si pogledati, imamo podeželje in imamo tudi rekel sam, destinacijo Portoroža. Zdaj čisto odvisno, kaj gosti išče. Če govorimo o nekem družinskem turizmu, je vsekakor Portorož zaradi plaž in podobnega, ampak tukaj moramo te zadeve tudi vse urediti. Tako da mislim, da bi ga uspel, kljub vsemu, bi ga uspel prepričati, da pride v Portorož. Mi smo se pa tudi odpravili na ulice in malo povprašali občanke in občane, torej kaj bi oni vprašali vas, če bi vas imeli pred sabo. Tako da vas prosim, da si izberete 2 številki od 1 do 10. 10. In še eno? 5. Torej začnimo z vprašanjem številka 5. Najprej bi vas prosili, da si nadenete slušalke, da boste slišali. To je vprašanje številka 5. Smo rekli 5, ne? Kdaj bojo kaj uredili, tako kot urejajo vse ostale občine, no? Da se nekaj začne delati, da se nekaj vlaga, da se nekaj premika, da ne spimo kot občina. To. In katerikoli bomu želim, da bi najprej res v tej smeri kaj naredil, ne? Vsekakor, kot sem prej rekel, prvi premik so, da vrnemo občino občanom, torej da začnemo delati z občino, torej da v prvi proračun, ko ga bomo sprejemali, vključimo zadeve, ki jih občani potrebujemo. In zdaj, ko govorimo tudi o občanih,
Vsi smo že pred 4 leti obljubljali participativni proračun in se ni izvedel v naši občini. Ne? Tako da moramo tudi določiti nek znesek, s katerim bo lahko v Nevednicah razpolagali domačini oziroma povedali, kateri projekti so jim najbolj pomembni. Vsekakor pa, kot sem rekel, stanovanja za mlade, tudi še ena problematika starejših. Ne? Torej, mi imamo v naši občini dom za starejše občane, ki je nedostopen cenovno za, večino. Ne? Tako da treba razmisliti mogoče tudi celo v gradnji novega občinskega doma starejših občanov, oziroma vsekakor treba starejšim, ki lahko si sami v bistvu, skrbijo zase, da si omogoči dostava hrane pa take zadeve. Ne? Tako da jaz sem prepričan, da ko mi pridemo na občino, v 6 mesecih bojo ljudje občutili velike spremembe. In še vprašanje številka 10. Moje mnenje je, da je Lucija spalno naselje in najbrž je bolj ali manj to mnenje vseh. Zanima me, na kakšen način kandidati nameravajo iz Lucije narediti mesto središče, mesto življenjem, kjer bi se ljudje srečavali, kjer ne bi ob 6. zvečer bilo vsega konec. In kot primer povem za eno obiskovalko Lucije, ki me nekoč vprašala, kje je tukaj center, in jaz sem mi pokazala trgovsko-poslovni center. In ta je rekla, ne, center, središče. Skratka, kje je srce Lucije, kaj boste naredili, da bo drugače? Ja, kje je center Lucije? Ja, jaz živim v Luciji že 40 let in center Lucije je dejansko res to, kar se dogaja okoli TPC-ja. Kar ni lih za se hvaliti. V zadnjih letih mogoče še ena stvar, ki se je malo uredila, je ta Park Sonce, kjer se v bistvu največ ljudi združi, ampak to ni dovolj. Ne? Tako da, če govorimo kot nek center, vsekakor treba tržnico urediti v Piranu, tržnico v Luciji, urediti, jo pokriti. In kar je tudi ena izmed naših zelo pomembnih nalog, je želja po športno-rekreacijskem centru, kjer bi se lahko družili mladi in starejši. Mi govorimo kot neka mala bonifika, tako da tam bi lahko starejši prihajali na sprehode, mladi se družili, imeli bi igrišča, mogoče trampoline in podobne zadeve, kot imamo zdaj Park Sonce, ampak neko večjo površino. Vsekakor pa Lucija dejansko je spalno naselje. Zdaj tukaj je tako, kjer imamo ta blokovsko naselje, tam je po eni strani mora ostati ta mir, v TPC-ju pa obžalujem, da se veliko lokalov zaprlo, torej tudi najbolj znani lokali, kjer so se mladi družili, tako da tukaj moramo narediti nek korak naprej. Katerega od znanih Slovencev bi se najbolj razveselili, če bi se preselil v Piran? Piran, v Lucijo, v občino Piran. V občino Piran, od znanih Slovencev. Ja. Morda Aleksandar Čeferin na tem trenutku. Ostajamo torej pri nogometu. Ja. Si za koga mogoče želite, da bi se izselil? Ne, da bi se izselil. Jaz pravim, vsak naj se počuti lepo v našem kraju. Nažalost imamo nekatere, ki želijo skrbeti samo za svoj vrtiček, ko bi lahko pa vsi imeli več od vsega tega. Tako da bi prav poimensko nekoga hotel izseliti, ga ne bi. Moramo pa kakšnemu zmanjšati moč in vlogo v naši občini. Ja. Komu? Zdaj o konkretnih imenih ne bi govoril, ampak mislim, da večina občanov že sama dobro ve. Ne govorimo samo o eni osebi, govorimo o malo več osebah. Dobro, mislim, da smo počasi prišli do sklepnega dela našega pogovora. Zanima nas še to in seveda tudi eno kratko povabilo za Andreja Korenikov kot župana občine Piran morajo volivci 20. novembra obkrožiti. Številko 2, za občinski svet pa številko 9, torej za listo Andreja Korenika. Hvala lepa in srečno 20. novembra. Najlepša hvala za povabilo. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na obali.